Ja, dobro dan, čau. 8. akcija Deželak junak. Akcija, s katero vsako leto peljemo otroke na morje. Tiste otroke, kateri si teh počitnic ne bi mogli privoščiti. Tako da hvala za nazaj in hvala vnaprej vsakmu, ki ste in še boste poslali SMS. Pomagam 5 na 1919. Z mano pa je Uroš. Uroš, živjo. Pozdravljen. Kako si povezan s to akcijo? Dejansko sem povezan preko Zveze prijateljev mladine Slovenije. Zveza prijateljev mladine Slovenije z svojo akcijo Pomeži k soncu se priključuje Deželaku junaku in bo ravno tako peljala, oziroma naša društva bodo peljala otroke na morje, predvsem tistih staršev, ki si to ne bi mogli privoščiti. Kaj pa vi počnete tam, oziroma kaj ti počneš tam, kaj delaš tam? Jaz sem tam pedagoški vodja. Letovanje so me nekako zasvojila. 26 let že hodim z otroki na morje in uživam 7-10 brezskrbnih dni. In tam spoznavamo otroke, spoznavamo njihove zgodbe, ki pa včasih niso, bom rekel, čisto enostavne in se kar zamislimo, kako težko je včasih staršem, predvsem pa kako težko je tem otrokom v vsakdanjem življenju. V vsakdanjem življenju, ampak tistih nekaj dni, ko so pa na letovanju. Kako bi opisal ta čas? Kaj jim to pomeni? Kaj se vse vidi? Jaz nisem cel teden z njimi, jaz grem pogledat za en dan, ekipa gre, celotna, preživimo en dan in moram reči, moj občutek je, da se imajo super. Ena od naših članic ima slogan: rišemo nasmehe prostovoljno. To mislim, da najbolj opiše naša letovanja. Prostovoljci z njimi preživijo nepozabne dneve na morju in takrat res rišemo nasmehe na obraze otrok, uživajo brez skrbi in pa sprostijo se, družijo se s svojimi vrstniki in pridobivajo veščine, ki jih ne bi mogli nikjer drugje. A se je sploh kaj spremenilo, ali imamo podobne težave že 26 let? Se je marsikaj spremenilo pri vseh otrocih. Otroci danes so drugačni, kot so bili pred 26 leti. Marsikatere veščine se morajo na novo naučiti, predvsem se morajo naučiti, kako bivati s sovrstniki, se jim prilagajati. In to prilagajanje za njih je včasih kar stresno, ampak ko to usvojijo, jaz jim vedno rečem, to, kar se boste naučili na letovanju, vam bo koristilo celo življenje in vse posod boste lahko uporabili. In ta socializacija, ta stik z vrstniki, predvsem pa, da je to ena skupina, ki ima svoja določena pravila, ki so enaka za vse. Vsak od otrok si mora poslati posteljo in to je tisto, kar pravim, da se doma zelo težko naučiš, razen če imaš več bratov pa sester, pa jih počasih podkupiš, pa ti oni pospravijo. Pa si zdaj v tem obdobju mogoče, ki je na ulici, kjerkoli, srečal nekoga, ki je zdaj odrasel, pa je bil... Ja. Ne samo, da sem srečal na ulici, ampak mnogi, ki so bili z nami na letovanju, se kot prostovoljci kasneje tudi vračajo k nam. Po drugi strani pa sem jih srečal že kar nekaj in vsi razlagajo, kako brezskrbno so se imeli v tistem času v koloniji in da jim je to, lahko rečem, bile ene najlepših počitnic. Ja, res se imajo fajn. Res je dobro poskrbljeno za njih tiste par dni, od iger do hrane, do namestitve, aktivnosti, ki jih imajo zraven, razdeliti jih v skupine, glede na znanje plavanja in tako naprej, če je kdo in tako naprej, pa se še z njimi na tem področju ukvarjate. Tako je, šola plavanja je eden sestavnih delov letovanja na morju, se pravi, izkoristimo in otroci, ko zaplavajo, oziroma lahko rečemo, ko splavajo, so najbolj srečni in cela skupina takrat praznuje z njimi. A je kakšna zgodba, ki se ti je vtisnila še posebej v spomin? Dejansko je. Zgodilo se nam je, da se pripravimo za na plažo, pridemo že dejansko na plažo in ugotovimo, da 5-letna deklica dejansko
ko se je slekla majčko, hlačke, da ima kopalke občutno prevelike. Mama ji je dala dejansko svoje kopalke za na morje in če si predstavljate 5-letno deklico, ki ima kopalke številka 40, ne gre ravno skupaj. To nam je bila ena izkušnja, da starše že naprej poprosimo, povejte, če karkoli še potrebujete zraven, da ne bo v stiski otrok, da ne bomo v stiski dejansko tudi mi, ko ugotovimo, da nekaj manjka. Lahko pa še povem za to deklico, da smo ugotovili, da tudi obutve ni imela primerne, zato smo ji dali natikače, ampak kaj se je potem zgodilo? Zvečer, ko so vse pospravili, iščemo, kje so spravljeni ti natikači in nikakor jih ne najdemo. In zjutraj dejansko ugotovimo, da deklica je bila tako srečna, ker je dobila te svoje natikače, da jih je dala dejansko pod polšter, ker to so bili pa njeni natikači za na morje. Natikače pod polšter. Ja. Koliko časa je bilo to nazaj? 2 leti. 2 leti nazaj se 5-letni otrok razveseli natikaču. Ja. Kaj vam pomenijo take akcije, kot je Deželak junak? Take akcije dejansko omogočijo, da mnogo otrok, ki sicer ne bi videli morja, ostali bi doma, bo preživelo teh nekaj brezskrbnih dni z nami, kjer bojo imeli urejeno prehrano, urejene bivanjske razmere in pa druženje s sovrstniki, da ne omenjam vseh aktivnosti, ki jih za njih pripravimo, ker morje ni samo plaža in kopanje. So tudi druge aktivnosti, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice in pa najbolj otroci imajo najraje večerno animacijo, ko skupaj zaplešemo in takrat se res brezskrbno prepustimo dobri volji. Zakaj pa misliš, da je pomembno, da gre čim več otrok na morje? Zakaj je to sploh pomembno? Konec koncev mi ne rešujemo tukaj zdravstvenega stanja nekega otroka, ne zbiramo za neko operacijo, ni življenjsko pomembno, bi človek rekel. Pač na morje, v redu, pač ne boš šel 1 let, ali pa 2, ali pa 5 let, ali pa 10 let, pač ne boš šel. Zato, ker to otrokom ostane celo življenje. Tako kot ti ostane operacija, ki jo nujno potrebuješ, tudi takšne brezskrbne počitnice ti ostanejo za celo življenje. Ne samo tisti spomin na tiste lepe brezskrbne dni, ampak tudi marsikaj, kar se naučiš tam. Se pravi, ostane ti za celo življenje in drugje kot na letovanju takih veščin otroci ne morejo pridobiti. Zato lahko, bom rekel, letovanje primerjam tudi z eno, kot si že prej omenil, operacijo, ki jo nujno potrebuje otrok. Jaz mislim, da vsak otrok bi moral iti na letovanje, ne zato, da bo užival brezskrbne dneve, ampak tudi, da se bo marsikaj novega naučil. Pomagam 5, na 1-9. Deželak junak 2022, ko si vsak otrok služi počitnice. Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 na 1919. Radio 1 in Deželak junak za počitnice otrok.